Dej, mi še kar klepetamo, ampak gostje pa so tako že pripravljeni za naslednji pogovor. Ko smo govorili takole o izzivih, ja, tudi podatki imajo svoje vrste izziv. Se mi zdi, da bolj kot tehnologija napreduje, bolj so izzivi tudi na področjih, ki jih morebiti prej nismo poznali. Spomnite se leta 2018, ko je Cambridge Analytics naredil celo 85 milijonov podatkov so ukradli z Facebooka in ostalih platform, zato da smo potem imeli ciljano oglaševanje. Leta 2018 je tako Evropska unija dodala GDPR, najstrožjo zakonodajo, ampak še zmeraj, pa so potem izzivi pri zaščiti osebnih podatkov in tudi zelo pomembna okrogla miza glede na to, da smo vsi nekako del tega. Zato, spoštovani gostje, tudi vi prav lepo pozdravljeni na drugem dnevu konference. Zadnja okrogla miza, pa vendar pomembna tema, o kateri bo spregovoril s svojimi gosti docent dr. Bruno Nikolič. Seveda pa vas pozdravljam, tudi vas, namestnico informacijske pooblaščenke iz Republike Slovenije, gospod Alenko Jerše, pa z nami ste tudi gospod Aljoša Jerman Blažič, direktor SCE, Družbe za e-poslovanje, pa gospa Bojana Peterski, direktorica hiše Infohiše d.o.o. in pa Nina Komočar-Urbanija, ki je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Tako ne bomo samo takole z nazivi, bo gospod Nikolič kar prevzel besedo in še malce bolj podrobneje predstavil tudi naše današnje strokovnjake te teme. Izvolite. Hvala lepa za uvodno besedo. Tudi hvala vsem, ki ste se udeležili še zadnje sekcije, ne vas potolažim. Lepa napoved se začne šele po 12:30 uri, tako da ne boste nič zamudili, če vztrajate do konca. Tema okrogle mize je dileme varstva osebnih podatkov. Okrogla miza bo obravnavala vprašanje s področja osebnih podatkov. Neverjetni tehnološki razvoj, namreč predvsem na področju informacijske tehnologije, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih, močno zaznamuje našo družbo. Skladno z obstoječimi investicijami v nadaljnji razvoj informacijske tehnologije, predvsem v kontekstu umetne inteligence, je razumno pričakovati še hitrejši napredek te tehnologije v prihodnosti. Hiter tehnološki napredek prinaša spremembe, ki jih vse močneje občutimo v domala vseh porah družbenega življenja. Vedno glasnejše so tudi kritike, da družboslovje skrajno zaostaja za naravoslovnimi vedami, ki so nekako driver tehnološkemu napredku. V prvem delu okrogle mize se bomo dotaknili trenutnega stanja in naslovili izzive na tem področju. V drugem delu pa bomo nato iskali predloge za izboljšanje dejanskega stanja oziroma skušali reševati predstavljene izzive oziroma dileme. V sklepnem delu bomo razpravo seveda povabili vas, ne le da zastavljate vprašanja, ampak morda, da tudi sami delite svoje izkušnje in podate rešitve na to temo. Naj na kratko predstavim še goste. Alenka Jerše, namestnica informacijske pooblaščenke. Gospa Jerše je pravnica, v različnih vlogah pri informacijskem pooblaščencu s področja varstva osebnih podatkov se ukvarja od leta 2007. Kot namestnica informacijske pooblaščenke od leta 2015 pokriva zlasti področje podaje mnenj in področje uveljavljanja pravic posameznikov, vodila pa je tudi pripravo mnenj pooblaščenca pri pripravi ZVOP-2. Predtem se je več let ukvarjala s širšim področjem varstva človekovih pravic v nevladni organizaciji Amnesty International. Naš drugi gost oziroma udeleženec je Aljoša Jerman Blažič, ki je magister ekonomskih znanosti in se z digitalizacijo in e-poslovanjem ukvarja že več kot 20 let. Sodeloval je pri številnih pionirskih projektih celovite digitalizacije poslovnih procesov in prispeval k tako tehnološki standardizaciji, kot tudi standardizaciji organizacijskih ukrepov za podporo digitalnemu poslovanju. Njegovi prispevki so na konkretnih področjih tehničnih standardov in podzakonskih aktov za e-poslovanje. V družbi SCE je bil vključen tudi v številne projekte preobrazbe poslovnih procesov od samega začetka in pomagal tudi najvišjim poslovnim sistemom uvesti najnaprednejše elektronske sredstva. Naslednja je Bojana Peterski, direktorica Infohiše d.o.o., ki svoje znanje na področju varstva osebnih podatkov gradi skozi prakso. Ni pravnica, temveč prihaja iz ekonomske smeri, natančneje iz raziskav in analiz podatkov potrošnikov. Od leta 2008, ko je prevzela vodenje programa zvestobe Mercator Pika,
se je redno ukvarjala s področjem varstva osebnih podatkov, tako z vidika izobraževanja kot udejstvovanja v praksi. Specializaciji po ZVOP-1 je sledila tudi pridobitev dodatne kvalifikacije strokovnjakinje za varstvo osebnih podatkov DPO in POVOP. Z uveljavitvijo splošne uredbe o varstvu podatkov v letu 2018 pa je prevzela vlogo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v Mercatorju. V začetku 2021 je postala direktorica Infohiše, kjer se še vedno z veseljem srečuje z izzivi iz tega področja. Last but not least, Nina Komočak-Urbanija je diplomantka Fakultete za upravo. Svojo karierno pot je začela kot raziskovalka pri informacijskem pooblaščencu, kjer se je ukvarjala s področjem varstva osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja, kar je bila tudi osrednja tema njenega magistrskega dela. Sedaj je zaposlena na Univerzi v Ljubljani, kjer opravlja naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in je tudi soavtorica priročnika Uvod v varstvo osebnih podatkov. Sedaj, ko vemo, kakšne kompetence imajo naši udeleženci okrogle mize, bi za sam začetek se navezal na uvodno besedo, in sicer Cambridge Analytica, veliki vdor v Facebook. Skladno s tem me zanima, če bi lahko zelo plastično začeli in mi sploh pojasnite, v 21. stoletju smo vse svoje osebne podatke samovoljno delimo na družbenih mrežjih in drugih. Zakaj se torej še zmeraj pogovarjamo o varstvu osebnih podatkov? Kako sploh to vpliva na moje interese in pravice? Ja, hvala za najbolj zahtevno vprašanje za začetek. Namreč, včeraj smo že kar v nekaj predstavitvah poslušali o tem, kako se da moderne tehnologije uporabljati tudi upoštevajoč varstvo osebnih podatkov. Tak primer je bila na primer mestna občina Kranj, ki je uvedla zelo številne sisteme in v zvezi s tem pripravila zelo obsežno oceno učinkov varstva podatkov, ki je eno izmed orodij, s katerimi pač se lahko ustrezno naslovi ta vprašanje. Če se na kratko povzamem, zakaj je varstvo podatkov? Varstvo podatkov je v slovenski ustavi od samega začetka. Se pravi, nekako se strinjamo, ali pa smo se že na začetku strinjali, da je to nekaj, kar nam je zelo pomembno. Po drugi strani pa svet danes poganjajo podatki v takem obsegu, da se ga velikokrat ne zavedamo, predvsem se pa pogosto ne zavedamo posledic, ki jih to lahko ima za nas. Naprimer, če jaz objavljam podatke svojega otroka obsežno na Facebooku, imam odprt profil ali pa zelo veliko število ljudi dostopa do njih, to pomeni, da ko bo generativna umetna inteligenca naprej uporabljala te podatke, bo deepfake bistveno lažje ustvarila in bo bistveno večja verjetnost, da se pravi podatki mojega otroka v pomembnem obsegu ali pa s hudimi posledicami zanj tudi v kasnejšem življenju uporabijo. In to je tisto, kar želimo v bistvu mi nasloviti. Se pravi, ne želimo prepovedati modernih tehnologij, nikakor ne. Želimo pa, da se vprašamo, kaj te tehnologije pomenijo, kaj počnejo in kakšne posledice ima to lahko za posameznika. In zato bi rekla, da je, ko bi rekla magična beseda, danes bi morala biti interdisciplinarnost. Se pravi, ko vidimo tehnologijo, tako kot vemo, da če si želimo kupiti orožje, so zato nekatere omejitve, jih ne bomo kar tako, čeprav bi se nam laično zdelo, super bi bilo imeti doma orožje za zaščito. Prav tako, ko uporabljamo moderne tehnologije, čeprav se prispodoba morda zdi groba, moramo na začetku pomisliti, kaj bo to potem pomenilo za tiste posameznike, ki jih ta tehnologija obravnava. Ali pač običajno, ko pogledamo tehnologijo, je prva stvar, ki jo pogledam, pospešilo se bo delo, hitrejše bomo lahko nekaj opravili, ne pomislimo pa, da bo to ob neustrezni uvedbi lahko pomenilo, da bo ta posameznik imel zagrenjeno življenje ali pa težave do konca življenja, na primer zloraba identitete. In toliko bi rekla na kratko, da v bistvu varstvo podatkov je v fazi premišljanja, v smislu papir ali pa tehnologija je popolnoma nekaj drugega. Načela, transparentnosti, zakonitosti ostajajo pa enaka in na novo jih premišljamo in obravnavamo, kako zdaj to upoštevati pri modernih tehnologijah, katerih bistveni izziv pa je, da jih pogosto niti ne razumemo v celoti. Vidimo en vidik, en spekter učinkovitosti, ne razumemo pa širših posledic, ki jih lahko to ima. Na kratko, pa sem vsem dolga. Aljoša, mogoče samo eno podvprašanje. Ali je res varstvo osebnih podatkov naša vrednota, ali je to samo neka normativna teza?
Tako kot, naprimer, ko grem na dober steak, vzamem še malo brokolija zraven, ne, da se boljš počutim. Ja, tudi še z moje strani. Vprašanje je zagotovo zelo zanimivo, ne? Ali zdaj to norma, pravica je, vsekakor. Kar je pa jaz tle problem vidim osebno, je pa ta kontradiktornost pri temu, kako mi v zameno, nekaj moramo razumeti, ne? Osebne podatke razkrivamo takrat, ker pričakujemo nekaj v zameno. Ni nobene potrebe, da bi drugače razkrivali svoje osebne podatke, ne? In to, kar dobimo v zameno, so različne, ali je to storitev socialnega omrežja ali pa kakšna druga stvar, neka dobrobit, ki jo imamo za to. In zdaj tle se je seveda razvilo, ne, ta modus operandi, kjer javnost nasplošno, pa populacija nasplošno je pripravljena razkrivati obsežne količine podatkov, zaradi tega, ker nam ponudniki ponujajo svoje storitve, ki nam dvigujejo dodano vrednost ali pa kakovost življenja. Komunikacija z neko drugo osebo prek Facebooka ali pa prek kakšnega socialnega omrežja, ki presega kjerkoli geografske razdalje, je seveda zelo enostavno, če jaz razkrivam podatke, pa se povezujem. Ampak kar je nekaj pomembnega drugega, je to, zdaj ni, da bi pričakovali od splošne javnosti, ker javnost je pač elektronsko ni tako pismena, kot so pismeni ponudniki elektronskih storitev, se zaveda, tle pojavlja ta paradoks, do kakšne mere se moramo izobraziti, da lahko se ukvarjamo s tem, komu bom jaz razkril zdaj osebne podatke. Tukaj pa ne moramo tega pričakovati. In tukaj gre pa seveda za eno zelo spretno kombinacijo odgovornosti ponudnikov storitev in pa regulative, da vzpostavlja ustrezno okvir, pa ustrezno okolje, kjer se lahko potrošniki, uporabniki notri varno počutimo. Paradoks je pa drug, paradoks je pa ta, da regulativa duši tehnološki napredek. In to zdaj danes gledamo na globalnem nivoju. Amerika inovira, to vsi vemo. Evropa regulira, Kitajska pa proizvaja. In ta modus operandi, ki se je trenutno vzpostavil, če me to mene vpraša, je zelo dobrodošel. Je pa vprašanje, do katere skrajnosti bo šel, ker če bo Evropa regulirala v neko skrajnost, ali pa tudi Slovenija, ker imamo pač v Sloveniji imamo nekatere, gledam predstavnico informacijske pooblaščenke, da recimo uporaba biometričnih podatkov je v Sloveniji zelo omejena, za razliko od ostalih članic Evropske unije, kjer je to sproščeno, in kaj recimo to vpliva na to, da pri uporabi, če smo omejeni z uporabo biometričnih podatkov, so lahko tudi storitve, ki nam nekdo ponuja, manj varne. Ker mi z uporabo biometričnih podatkov dosegamo višjo stopnjo preverjanja to, s kom se na drugi strani pogovarjamo. Tega pač v Sloveniji ne moramo izvajati. Ampak to je pač taka regulativa, se pravi, gre za neko dušitev nekega mogoče tehnološkega napredka, ampak to ni zdaj, da bomo zdaj, če bomo to sprostili, bomo bistveno bolje živeli v Sloveniji, se da tudi to reševati. Tako da, ta paradoks tega, koliko smo pripravljeni razkrivati, jaz sem prepričan, da večina udeležencev uporablja storitve, ki dobesedno črpajo iz nas tele podatke, od Googla do Facebooka, kje se nahajamo točno, v katerem trenutku, in v zameno za to dobimo nazaj navigacijo, parkiramo lahko brez kovancov, z aplikacijami. Vsak uporabnik avtomobila danes, ki je letnik, ki ni starejši od 2 let, je ponovadi že povezan v splet in proizvajalec meri, kje se nahajamo. V zameno za to, da imamo nižje zavarovanje, uporabljamo, ne bom zdaj imenoval zavarovalnice, ampak uporabljamo produkte slovenskih zavarovalnic, ki beležijo, kje se vozimo, na kakšen način se vozimo. Ali se sploh zavedamo, kakšna huda omejitev je to, da nekdo mene spremlja dobesedno na vsakem kilometru, ki ga prevozim, kje se nahajam. Elektronsko cestninjenje vsi uporabljamo zaradi tega, ker je priročno, ker je bolj enostavno, pa na koncu koncev je tudi bolj fair, takrat, ko bo se upeljalo elektronsko cestninjenje po kilometrih. Jaz sem se danes pripeljal iz Ljubljane do Portoroža, sem bil na ne vem koliko kamerah posnet, vključno z mojim avtom in preverjeno, s to uporabno. Zdaj bi pa sam še eno stvar dodal za konec tega razmišljanja. Torej, jaz tukaj, se razumemo, ne želim kazati samo s prstom na regulacijo, ker to ni dovolj. Pomembno je to, da gre tudi za tehnološko zavedanje ponudnikov kakršnih koli storitev.
2 dni nazaj so meni, en teden nazaj so meni zlorabili kreditno kartico, gladko. Pojavile so se transakcije, jaz sem sicer to detektiral, obveščanje, moja banka ima implementirano to sprotno obveščanje o mojih transakcijah, celo implementirali so, tudi ta paradoks, da razložim, implementirali so torej, kratka sporočila, pa potrjevanje spletnih transakcij preko bančne aplikacije, zopet na banke, kar je dobrodošlo. To pomeni, da vsako transakcijo, ki hočem izpeljati, moram potrditi skozi bančno aplikacijo. Pa vam povem eno zanimivost. To funkcionira samo, to ne funkcionira v Ameriki. V Ameriki tega sistema nimajo. Kje mislite, da so zlorabili mojo kartico? V Ameriki. Dolarske transakcije so bile. Ampak kaj hočem povedati? Odgovornost ponudnika finančnih storitev, ker je šlo za zlorabo mojih osebnih podatkov, to je moja bančna kartica, ki pozna samo jaz, moj telefon, pa moja banka. Ampak banka je implementirala zavarovanje. Moje vse transakcije je povrnila nazaj. To je tudi ta odgovornost. Torej, ne samo, da preprečujemo, da pride do zlorabe, ampak tudi, ko pride do zlorabe, morajo tudi ponudniki implementirati vse potrebne ukrepe, zaradi tega, da je potrošnik, uporabnik, javnost, kdorkoli že, ustrezno zavarovan. To je pomembno. Hvala lepa, Aljoša. Aljoša je odprl eno zanimivo tezo, presek oziroma stičišče tehnološkega napredka in pa varstva osebnih podatkov. Bojana, ti si večino karijere oziroma dobršen del karijere službovala pod našim najboljšim sosedom. Pred nekaj časa je bila ena velika afera, mislim, da v Targetu, kjer je Target kot en velik trgovec s pomočjo nakupovalnih navad kupcev in umetno inteligenco znal ugotoviti, ali je ženska noseča ali ne. Celo preden, ki je ženska vedela sama, da je noseča, je Target že vedel, da je noseča in skladno s tem je potem tudi targetirano oglaševal. Ali ste vi tudi v svoji karieri zasledili takšne primere, pa ne ravno na konkretno, oziroma ali ste vi priča takšnim vdorom? Zelena je. Ta je v bistvu en tak šolski primer, to je že kar nekaj časa star primer, ki je oče v bistvu bil obveščen, da je hči noseča. Tako da, to so pač kar hude stvari, no. Ja, ena stvar je seveda, da se sprašujemo, ali so sploh smeli analizirati podatke, to je čist pravna podlaga, ali so imeli za to ali ne. Drugo je pa tudi neko razmišljanje, kaj sploh je uporabno, smiselno in na kak način te podatke uporabljamo. Vem tudi recimo za eno hotelsko verigo, ki je implementirala program zvestobe in so potem povabili bivše goste v članstvo in je potem prišlo domov na moža naslovljeno povabilo in žena ni nikoli vedela, da je ta gospod bil tam velikrat v hotelu. Tako da moraš biti v bistvu res ni samo to, da raziskuješ s tem, kaj bi lahko pač uporabil te podatke, ampak moraš pač uporabiti tudi zdravo pamet. Tudi v tem smislu je zdravo pamet za uporabljati pa neko pragmatičnost, v tem, ko postavljamo sistem obdelave v kakršenkoli v organizacijah, v podjetjih in tako naprej. Če se mogoče malo na Aljošo navežem, regulativa, pa Amerika, pa Evropa in tako, jaz mislim, da ta razlikovanje počasi se tudi že malo izgublja. Ne bom rekla, da smo že vsi isti, ampak mi danes vidimo v Ameriki v zadnjih časih, če pogledate v zadnjih parih mesecih, toliko tožb čez Facebook in tele velike gigante, tudi umetna inteligenca in tako, tako da jaz mislim, da po eni strani, ja, razmišljamo o tem, da regulativa, nas uokvirja, nas v bistvu usmerja, kako ne zadeve delamo, imamo zelo veliko manevrskega prostora, da razvijamo stvari na tak način, da so v bistvu, če se zdaj pogovarjamo o zasebnosti, da so prijazne do posameznika. In glede na to, da iz te
smeri prihajam, ker sem zelo rada bila v teh številkah in jih priznam pogrešam. Mi je bil vedno fokus pač nek cilj. In tudi zdaj mi je, ko delam to službo in iščem rešitve za svoje naročnike, ravno to. Jaz želim, da se podatki uporabljajo in obdelujejo. Ne. Sem po duši še vedno CRM-jevka, kako mi rečemo, ne, v marketingu, ampak če ne bomo se potrudili in v bistvu razvili rešitve, implementirali sisteme, uporabljali podatke na tak način, da so do posameznika zakoniti, pravični in tako vse, kar nam ta načela GDPR-ja postavljajo, pač tega ne bomo mogli početi. In enako je bo z umetno inteligenco. In jaz mislim, da je prav, da nas regulativa v tej smeri pač nekje omejuje, če hočeš tako reči, ampak po drugi strani nam da pa pač neko tudi to kreativnost v bistvu, ne, ki jo moramo razvijati, zato da v bistvu te rešitve implementiramo. Je pa na drugi strani, če še mogoče prej se navežemo na te podatke, ne, pa Facebook, pa Google in tako naprej, mi vsi se moramo zavedati, kaj vse puščamo, ne, te sledi. In ne vem, mene prav zaboli slika najdene osebne izkaznice na Facebooku. Res to me zaboli. Zakaj je treba jo slikati? Ne? Lahko se pove, ne vem, na Grmadi sem našel osebno izkaznico, lahko me kontaktirate. Pa tisti, ki jo izgubil, bo pač vedel, pa jo bo, ne? Ali pa bančne kartice enako. Posebno osebne izkaznice je naslov, pa ne? Ne, ampak ne, tiste najdite, ne? Ali pa če bi tako naredil, recimo, ne? Ampak, ne vem, recimo te stvari, ali pa tako, to je tudi ena taka velika debata, ne, danes, te piškotki nesrečni, ne? Mi na spletu, ko beremo, ko surfamo, pa iz teh spletnih državnih omrežij prehajamo na spletne trgovine in pa tako, tle pustimo v bistvu toliko svoje sledi, več, kot mi povemo sami o sebi. To v bistvu o tem, kaj mi razmišljamo, ne? Ali pogledam, ne vem, recepte za neko bolezen, se zanimam, ne vem, za vrtičkanje, da ne govorimo o kakšnih bolj občutljivih in škatljivih zgodbah, ne? Tako da se mi zdi vse ta uporaba teh podatkov je to, kar je v bistvu, če se vrnem na tvoje vprašanje, zakaj nas mora to skrbeti. Nas kot posameznike mora skrbeti. Moramo se zavedati, da imamo pravice in tako, kot recimo smo mi vsi danes tle, smo na eni strani posamezniki, ne, ki puščamo svoje podatke, po drugi strani smo pa tudi uporabniki, ne. Tako da je ta vzajemnost mogoče v korist, da bomo pač malo bolj vsi skupaj razmišljali. Hvala lepa, Bojana. Če nadaljujemo z mislijo tukaj, kjer je Bojana ostala. Vse nas mora to skrbeti. Če nič o tem ne vem, bom verjetno prvi korak vzel v roke učbenik, uvod v poznavanje varstva osebnih podatkov, kaj najdem tam in kaj bi me mogli v izhodišču najbolj skrbeti. Če se vrnem čisto na začetek, Helenki, ki je v bistvu povedala, da je pravica do varstva osebnih podatkov že zapisana v naši ustavi, bi se mi tudi kot uporabniki, posamezniki, ki puščamo to svet, mogli tudi pozanimati, s kakšnimi pogoji se pravzaprav strinjamo, da to svet pustimo. Tako kot je tudi Aljoša omenil, razni ponudniki nam nudijo en kup popustov v zameno za to, da mi podatke dajemo njim v upravljanje. Moramo se pozanimati in pridobiti informacije o tem, kaj se bo z našimi podatki dogajalo potem, ko jih prepustimo v upravljanje eni organizaciji. Komu vse bojo dostopni, koliko časa bojo hranjeni in tudi kakšne pravice imamo v razmerju do teh upravljavcev. Tako da ja, učbenik, v resnici ni treba učbenika verjeti v roke. Jaz vsakemu povprečnemu posamezniku, ki se prvič sreča s tem področjem, rečem, dajte uporabiti zdrav razum, vprašajte se, zakaj to počnete, kaj želite in kaj pravzaprav je, kaj v nadaljevanju to pomeni za vas in za vaše življenje. Lepa, Nina. Skratka, pomembna tema, vidimo na konkretnih in plastičnih primerih, da nas res mora skrbeti to.
Nadaljeval bi pa z konkretnimi primeri iz prakse. In sicer vse udeležence okrogle mize bi prosil, da predstavijo poglavitne dileme na področju varstva osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo pri delu na svojem področju in seveda tudi, kako jih konkretno naslavljate, ker vemo, da imamo predstavniki in javnega sektorja in zasebnega sektorja. Jaz bi te dileme nekako na 3 skupine. Že danes v teh uvodnih besedah je bilo pojasnjeno, se pravi, posamezniki smo tisti, ki smo nosilci podatkov, ki dajemo svoje podatke. Danes smo vsi tukaj tudi v vlogi tistih, katerih osebni podatki se obdelujejo. Hkrati pa smo danes tudi številni med nami ali pa večina med nami tudi v vlogi tistih, ki imamo obveznosti v smislu svojih delovnih mest, v smislu delovnih nalog, ki jih opravljamo pri upravljalcih podatkov oziroma morda pogodbenih obdelovalcih. Se pravi, kot neki zavezanci, ki moramo skrbeti za to, da se osebni podatki obdelujejo zakonito in da novi sistemi, če smo pri modernih tehnologijah, ki jih uvajamo, se uvajajo na način, ki je premišljen, in tukaj bi izpostavila kot glavni izziv z vidika upravljalstva načelo sorazmernosti, ki pomeni, če malo povzamem, vsak od nas se je v enem delu, ki ste ga že dotaknil, ne hote ali pa hote, pa zveni morda tako zelo ustavno pravno ali pa pravniško, ne. V resnici sorazmernost pomeni, da se vprašamo, ko snujemo neke obdelave, katere podatke za nek cilj potrebujemo, se pravi, da v prvi vrsti ne zbiramo podatkov na zalogo, da razmislimo, za kateri namen jih bomo uporabili in koliko časa jih bomo obdelovali. Se pravi, spet jih ne bomo hranili neskončno dolgo na zalogo, ker bodo morda nekoč prišli prav, ampak jih bomo opredelili bodisi glede na to, da prihajamo iz javne uprave, smo marsikdo od nas tudi v vlogi predlagateljev predpisov, se pravi, če gremo korak nazaj, sodelujemo tudi pri tem, ko se pripravljajo zakoni, in spet tukaj je to isto načelo, ki velja od posameznika, ko daje osebne podatke, ne vem, frizerki, ki ima najbrž dovolj telefon, ne rabi mojega DNK-nika, ne, če smo malo banalni, ali pa ko objavljam na Facebooku o svojih otrocih, do nas v vlogi obdelovalcev, ko uporabljamo, ne vem, upravni postopek, spet obdelujemo obsežne podatke, ampak vezano za postopek, tiste, ki so za konkreten postopek potrebni, do naprej v vlogi nekega pripravljalca predpisov razmišljamo, kateri so tisti podatki, ki jih bomo za neko konkretno v neki zbirki, ne vem, zbirka motornih vozil in tako naprej obdelovali in koliko časa in kdo bo do njih dostopal. In potem, če se vrnem zdaj še malo pač na nas kot, kako bi rekla, regulatorja, nadzornika, ne, pogosto tudi v vlogi tistega, ki blokira tehnologije, marsikaj smo bili že poimenovani, ampak dejstvo je, da jaz pravim, jaz si ne zaslužim plače, če ne opozorim na napake. To me velikokrat postavi v vlogo nekoga, ki na videz blokira, po drugi strani bi pa vsak, ki mu naslovimo neko mnenje, neko pripombo v smislu recimo predpisov ali pa neke navidezne omejitve, se nam moral zahvaliti, kajti vprašanje, ki ga danes dobi, premisle, ki ga bo danes naredil, bo pomenil običajno zakonito obdelavo, hkrati pa tudi nižje stroške, kajti vse nadgradnje sistemov, ki se kasneje pokažejo, ko pride do zlorab, so vedno dražje. Tako da jaz bi rekla, da glaven izziv je, če smo zdaj v zelo raznoliki publiki, da na to vprašanje pomislimo in da pravočasno zastavljamo vprašanja, na katera sami morda kot IT-ovci ne znamo odgovoriti, ali pa kot pravniki poiščemo IT-ovce, da bomo razumeli, ko nek zakon predpišemo, ali je res ta podatkovni tok, ki smo ga premislili tak, ki ga bo tudi sama tehnologija odrazila, ali se bo potem, ko bo tehnolog IT-ovc dobil na mizo predpis, rekel, to pa ni izvedljivo, ne s temi stroški, ne s temi sredstvi, ne. Tako da jaz mislim, da je to en tak, kako bi rekla, stalen proces, je ta naš glavni izziv, se pravi, vračati se posameznik, upravljalec, predlagatelj in potem mi kot nadzorni organ, moramo priznati, da za nas se pač največji izziv in dilema seveda vsi ti kompleksni postopki, ki so bili danes že omenjeni. Zakon o varstvu osebnih podatkov je tudi po našem mnenju marsikje ne odraža realnosti, se pravi, ali je pametno, da si v nek člen zapišemo, da mora zakon temu zadoščati, če v praksi vemo danes, da številni predpisi tega ne odražajo.
In potem pride informacijski pooblaščenec in reče, ta obdelava bo nezakonita. Ja, kako pa zdaj to? Pač nismo tega si mi izmislili, ne? Pač zakonodajalec je sprejel zakon, ki ga je treba izvajati. In tukaj se mi zdi, da če s tem zaključim, da je danes zelo velik izziv to prevpraševanje, katere standarde še želimo zadostiti. Mi imamo v ustavi izredno visoko pravico do zasebnosti in do varstva podatkov postavljeno z zelo velikimi zahtevami. V praksi se pa zdi, da se te zadeve prevprašujejo in tukaj bi se pač zaključila spet s tem načelom sorazmernosti, da se vedno znova sprašujemo in vedno ponovno in da nas ni sram vprašati. In prvo razmišljala sem, da morda bi morali imeti pri informacijskem pooblaščencu kar neke govorilne ure, ne vem, nekajkrat na teden, za vsakega, ki začne razmišljati mi imamo dežurstvo, ampak v smislu recimo priprave predpisov, če smo zdaj v javnem sektorju, razmišljamo o tem, dajte nam glavne točke, ne uradno mnenje, ne nek formalen posvet, ampak dajte nam razmišljati, da bomo v pravem trenutku prave ljudi vključili. Ker običajno moja izkušnja je, da v resnici smo vsi zelo dobro namerni. In kot koncu ta konferenca to potrjuje, da če dobro sodelujemo, so potem rezultati dobri, pa bom tukaj zdaj zaključila, da ne bomo upirali. Lahko sem jaz uskočila, ker si mi dala dobro izhodišče. Jaz ne bi rekla, da moramo iti v krog tako, pazam. Se je sam bližje. Se slišimo? Tako, Alenka, rada bi te dopolnila, no, jaz ne vidim krog, da gremo po fazah en za drugim. Potrebno je sodelovanje. In to sodelovanje je še posebej pomembno pri sprejemanju predlogov predpisov, ker glede na ZVOP 2 bo treba precej predpisov v Sloveniji spremeniti, da bomo lahko sploh delovali še posebej v javnem sektorju osebne podatke. In dajmo vprašati stroko. Pejte do najnižjega vodstva neke organizacije, dajte jih vprašati, kje so težave, kje oni vidijo rešitve pri sprejemanju novih aktov. Ker potem, ko imamo nek zakon, smo spet na začetku in imamo spet neke nove težave. Ja, zanimivo vprašanje. Skakor, zdaj, izhodišče, mislim, s čim se mi soočamo, zdaj tako, ne, tehnologija vedno prehiteva regulativo, to pač tako je. In tudi regulativa poskuša po najboljšim, kot se spoštujem, po najboljših močeh ukrotiti tehnologijo, da ne bi prišlo, oziroma da bi zlorab vedno pride, ampak da bi prišlo do minimizacije teh zlorab, ne, temu regulativ resnic namenjeno. Kar je pa tisto, kar nas pesti, je pa kompleksnost tehnološka, ki se pojavlja. Jaz več prihajam iz podjetja, ki je največji ponudnik oblačnih storitev za upravljanje digitalnih transakcij. Poznate nas najpogosteje po elektronskih podpisih, kar pomeni to, da se skozi te naše oblake pretaka res izdatna količina osebnih podatkov. To je dejstvo. Bančne transakcije, telekomunikacijske transakcije, karkoli že, tudi precejšen del podatkov iz javne uprave. In tle en problem nastaja zaradi te fragmentacije storitev. Zdaj, probam biti ne preveč tehnološki, ne, vsekakor ne, ampak oblačne storitve, zmotno je prepričanje to, da je ponudnik oblačne storitve tisti, ki ima eno samih storitev, pa se z njo ukvarja. To danes več ne drži, to je utopija. Oblačne storitve so kompozirane iz celega kupa drugih podoblačnih storitev. In tle nastaja zelo velik izziv. Kje se vse ti podatki, čez kaj se vse pretakajo? Kje so tisti podizvajalci, soizvajalci, vzporedni izvajalci, ponudniki prenosnih poti, pa ne vem kaj še vse. To regulativa ima s tem, v našem primeru, precejšnje izzive, da ne govorim o tem, ker eno je to, ko imamo krovno regulativo, potem imate pa še področne, industrijske, recimo mi, ker smo zelo globoko tudi v finančnem sektorju, to so čisto eni drugi še dodatni parametri, ki to osnovno regulativo nadaljujejo. In se cela zadeva popolnoma zaplete in potem začne hroniti, kako ponuditi tehnološke storitve pa rešitve na tak način, da bomo zadostili vsem tem vprašanjem, vsem tem pogojem. Zdaj, v našem primeru je ta zadeva
je seveda še bolj komplicirano, zaradi tega, ker delujemo tudi izven evropskih držav. Imamo storitve, ki se uporabljajo v 15-16 državah, še sam rekord, in niso to članice Evropske unije, ki imajo pa zopet svoje eksotične zahteve. Sploh, ko se vpraša, kam bo pa to šlo, a to bo se pa v Sloveniji obdelovalo. Ja, v Sloveniji obdelovalo. Kako to pa ne gre, to pa ne more v Srbiji, kar tako. Ja, hočemo zdaj, ne? Microsoft tudi uporabljate, pa prek po celem svetu, pa Facebook uporabljate, pa prek po celem svetu, ne? Se pravi, ta harmonizacija različnih regulativ je en tak zanimiv ziv, kompozicija tehnološka storitev in podstoritev, kako se s tem soočamo, potem pa iščemo seveda vsi neke luknje, kjer se strinjam s tem, kasneje potem to seveda bolj boli, če nismo pri tem dosledni. Tako da to so ene take generalni izzivi, pa seveda prehitevanje tehnološko, ker jaz sem bil sicer zelo presenečen, ko je recimo te uredbe o umetni inteligenci, za katere se je zdaj postavila, so v resnici relativno hitro prišle strani Evropske komisije. Mi smo prve produkte začeli dobivati približno enim letom, mislim, da je bilo v parih mesecih že osnutek in je relativno hitro bilo to implementirano. Moramo se pa vprašati, kaj se vse v tem mestnem času uporabljalo. A lahko dvignete roke, kdo je že uporabil storitev umetne inteligence? Zdaj pa naredite mentalno vajo, pa se spomnite, kaj ste vse spraševali. Kaj bi svoje ženi podaril za 10 letnico podobno? Ja? Tako vprašanje, ne? Ampak to še ni tak problem. Problem je to zaradi tega, ker se recimo v našem primeru so se začele, se je to seveda zelo hitro razpasno in so se pojavljala vprašanja, ki so poslovne narave. Kje je zdaj to obdelano? Kdo to skrbi? Zato, ker ne govorimo več samo o osebnih podatkih, govorimo o poslovnih skrivnostih. Je pa uporabna zadeva, vsekakor, to podpiramo, ne, in tukaj jaz mislim, da bo kar še precej enega dela, kako bomo to, ker so zopet zadeve popolnoma razpršene, so podstoritve, ki se izvajajo in regulativa bo imela kar precej nekega dela, da to spravi pod en kompetenten nadzor. Mogoče en kratek intermezzo, preden gremo na Bojano. Zadnjič mi je kolegica razlagala, da je poskusila v ChatGPT vtipkati, kako naj ugotovim najlažje PIN od svojega moža. In je ChatGPT rekel, da zveza temelji na zaupanju in korektnem odnosu, tako da to ni najprimernejši način. Bojano, izvoli. Jaz bi se pa mogoče zdaj malo obrnila, no? Sej mi je zelo zanimivo in navezala, no? Na to, kar je Aljoša še tudi povedal. Vse, kar je mogoče med z Nino sva si tle najbolj podobne, kot bom rekla zdaj DPO-jevke na nek način, ne? Mi smo zdaj tisti, ki nekako bi mogli pripraviti neka navodila, usmerjati naše zaposlene, kako in kaj lahko noter vpisujejo, ne? Tako da je to eno tako področje, recimo, ki zahteva, ne, zelo veliko sodelovanja in bom zdaj malo povzela po svojih izkušnjah še z Mercatorja in tudi zdaj, ne, kaj v bistvu ugotavljam, pa zadnje čase nekako analiziram in vidim, da sta nekako dva pola. En pol je še vedno ta, v organizacijah rečejo, tam imamo DPO-ja, on ne vse ali pa ona poskrbi in vse uredi. In mi se s tem nič ne ukvarjamo, ne? To, kar je zelo narobe, ne? In na drugi strani imamo nekatere organizacije, ki sem zanj bila tako prav zelo vesela, ki so začeli uporabljati besedno zvezo kultura, privacy kultura v podjetju, oziroma pač ja, gre za zasebni sektor, ne? Tako kot smo že prej govorili, da se moramo pač zavedati, kje pač se naši podatki obdelujejo, mi moramo vsi pač delamo s temi podatki, ne? In nekako moramo ozavestiti to skrb, ne? In že to dovolj, da se vsi o tem nekako srečamo in razmišljamo in dosti zgodaj povabimo DPO-ja, ali pa prej smo rekli, ko se zakonodaja sprejema, da se povežemo in da se slišimo, ne? Ker to področje je tako hudiče v malih stvarih, ne? In jaz recimo imam zelo velikokrat izkušnje več sestankov ali pa več ur razmišljanja in razglabljanja, kako bi nekaj mogli urediti.
pa smo šele po ne vem kolikih urah prišli res do končnih informacij, kaj vse želimo, pa kaj vse delamo. A ne? Tukaj mi smo pač zato v organizaciji, ne zato, da bomo pač vam povedali, kaj ne smete, ampak da skupaj najdemo neko rešitev, kako bomo lahko to naredili. Ne? Velikokrat je pač treba samo, ne vem, poskrbeti za pravno podlago, informirati posameznika, poskrbeti za pač ustrezno informacijsko varnost, pravice zagotoviti. Mislim, zadeva je zelo enostavna, velikokrat. In recimo to je ena taka stvar, ki jo zadnje čase dosti opažam, da rabimo to širino, ne? Da rabimo to se pogovarjati in v bistvu analizirati v malih stvareh. In drugo, kar pa sem pa hotela v bistvu na tem mestu izpostaviti, je pa ta, glede na pač vaše področje dela, ker pa vidim velikokrat, sploh zdaj zaradi digitalizacije in izmenjave teh podatkov iz različnih pač sistemov, registrov in tako naprej, da se res velikokrat srečujemo z vprašanjem, kaj je vloga posameznega subjekta. Se pravi, kdaj imamo odnos upravljalec, obdelovalec, kdaj gre za ločene upravljalce, tako da tukaj je kar veliko enih takih izzivov in to so točno taki izzivi, ki zahtevajo, dajmo se usesti pa razmisliti in je treba to na začetku narediti, ne? Ker mi pač imamo čisto drugačne obveznosti, ali smo obdelovalec, ali smo upravljalec, ali smo skupni upravljalci, recimo, ne? Tako da je ena taka tematika v bistvu zelo pomembna. Pa tudi, če se navežem, mogoče pa tudi na obdelovalce, pa vidim tudi še kar to kulturo, ne, ki ni najboljša, da pa se te pogodbe o obdelavi sklepajo post festum, bom zdaj rekla. Ne. Post festum je, ko mi že posel delamo, storitev izvajamo. Ne. In potem se velikokrat srečamo v situaciji, ko pač take it or leave it, ne. Obdelovalec reče, jaz ne morem zagotoviti tega, kar vi zahtevate z vidika varnosti, recimo pa nekih obveznosti, ki jih ima. In se postavimo v položaj, ko res nimamo veliko moči. Ne? Tako da dajmo res, tako kot smo prej rekli, začnemo se zgodaj pogovarjati o vsaki stvari, dajmo tudi takrat, ko iščemo novega izvajalca za nek nov proces ali pa pač nek obstoječi, dajmo takoj, ne vem, usesti se z DPO-jem in začeti takoj takrat že razmišljati, mogoče tudi v razpisu. Ena dobra praksa, ki sem jo tudi že imela zelo parkrat pri naročniku, je tudi ta, da to DPI-jo, se pravi celo učinka, začnemo delati že preden pripravljamo razpis. Ja, nikoli ne bo natančna, ne? Ampak bo v tej fazi nam dala ful enih izhodišč, ki jih bomo v razpise v bistvu vključili. Lahko nekaj jaz odzvožim? Ja, to se mi zdi zelo zanimivo, kar si omenila, glede DPI-jev, ki se sklepajo post festum. Problem je v bistvu še večji, zaradi tega, ker se v sam projekt to vnaprej niti ne predvidi. Ne? Problem pa je v tem, zaradi tega, ker s tem nastanejo stroški projektov, ki jih recimo izvajalec ne predvidi in potem je vse narobe. Ampak če bolj me zanima to, kar ste povedali za DPO-jo. A je tukaj izziv to, ker je to single point of failure, ker v resnici se v podjetjih se to tako prenaša te odgovornosti precej na DPO-ja, a je on tisti, ki mora, kaj se v praksi dogaja? Dogaja se to, mi moramo se ukvarjati z varnostjo osebnih podatkov, zdaj pa poišči način, kako bomo to naredili, ker to je single point of failure. Ali pa je drug problem, pa izziv to, kakšno odgovornost, pa kakšno breme nosi tak DPO, ker to je velika odgovornost v resnici. Ja, pa tudi tle vidimo pač nerazumevanje čisto pravo, ne? DPO je svetovalna funkcija. In DPO po vsakem odločevalcu, se pravi tisti, ki je odgovoren za en proces ali pa tudi na končni fazi direktor ali pa pač upravni organ, mu svetuje, kaj mora oziroma kaj bi moral narediti in na kakšen način. Ne? Ni odgovoren DPO za to odločitev, tudi ne sme je sprejeti. Jaz se velikokrat tudi jezim, ko reče kakšen DPO, jaz to ne dovolim. Pa rečem, ja pa ne moreš ti reči, da ti to ne dovoliš. Ne? In, ja, sem imel tak primer. Ja, je v bistvu en tak res
Začaran krog je to, mislim, začaran. Pač cel sklep krog je, da v bistvu moramo res to znanje, ozaveščenje v bistvu razširiti tem sem na jaz vse. govoril na začetku. Ne? Tako. Problem je osvajanje tega znanja, ki se mora pa še dosti zgoditi začeti. Ne? Ja. Dajte pogledati kurikulum osnovne šole ali pa srednje šole. Kje se začne? Sej ni to noter vključeno. Še informatika ni noter vključena. In se moramo vprašati, kdaj bomo to začeli. Zato, ker to je že spet ta tehnologija, ki nas prehiteva. Pa ni samo regulativa tisto, ki to rešuje. Ozaveščanje javnosti je tisto, kar je, če mene kdo vpraša, največji problem. Regulativa me lahko ščiti, banka lahko mene ščiti in tako naprej, ampak v resnici moram se jaz na koncu vprašati, a je zdaj v redu, da bom jaz razkril ta svoj podatek, pa kje, a lahko upravim nakup na ameriški spletni strani ali ne. Preden gremo na naslednji krog, bi še Nino prosil za mnenje. Sam se strinjam, tudi še posebej pa s to ugotovitvijo, da se veliko preveč odgovornosti sprejemanja odločitev prelaga na BPO-ja. Namesto da bi se nas vključili že na začetku, ko se pripravlja neka dokumentacija za prijavo projekta, se nas vključile na koncu tega procesa, ko se na primer ugotovijo, zdaj pa mi imamo neke osebne podatke, nekaj z njimi počnemo, dajmo Nino vprašati, kako bomo to zrihtali. In potem jih jaz začnem spraševati, na kateri pravni podlagi ste jih dobili, kaj boste z njimi počeli, kam jih boste pošiljali, kje so shranjeni. Je pa tišina, ne? Še posebej rada tišina, ko vprašam, ste naredili oceno učinka. Ja ne, kaj pa je to, daj pomagi nam to narediti, ker začni, pa bomo mi potem dopolnjevali, ne? Sam marsikdo ne ve, da del ocene učinka je tudi mnenje DPO-ja, kar pomeni, da jaz ne moram dajati mnenje na svoje delo, kar sem v bistvu v konfliktu sama s sabo. Tako da vse, kar so moji predhodniki povedali, je v bistvu plod tega, kako je organizacija zrela, kako gleda na samo zasebnost in kako ima neke standarde, ne samo kakovosti, ampak varovanja informacij in podatkov postavljene. Če samo en kratek poziv, da tudi mi opažamo, mi organiziramo tudi srečanja z DPO-ji, tudi posebej za javni sektor in tukaj dejansko opažamo na ravni vodstva pogosto nerazumevanje te vloge oziroma, da se DPO-ja postavi kot nekoga, ki ima poleg vseh ostalih nalog, no pa si še DPO, da pokljukamo, da smo to zakonsko obveznost opravili in s tem seveda pač pokažemo, da dejansko problema nismo naslovili, ker DPO je neke vrste podaljšana roka nadzornega organa v smislu svetovanja, posvetovanja. Ne more biti DPO tista oseba, ki je odgovorna za varstvo podatkov organizacij. Če je DPO tista oseba, ki je edina odgovorna za varstvo podatkov organizacij ali pa pri nekem upravljalcu, potem nekaj zelo ne štima. To je že prvi znak, da nekaj zelo ne štima. Mogoče bi na tej točki odprl platformo za vprašanje strani občinstva. A ima kdo kakšno vprašanje, ki je vezano na konkretne izzive ali pa kakšen konkreten izziv iz prakse na tem področju, preden gremo na prihodnost? Bi kdo izval udeležence okrogle mize? Aha, zadaj, Jela. Ja, sej lahko. Moje predsednik zdravstvo poteke za upravo Ira Novak. Jaz v okviru doktorskega raziskovanja ukvarjam z vpeljavo umetne inteligence v zdravstvo, velika prava in je velik poudarek, pa zelo pomemben poudarek varstva osebnih podatkov, zlasti na področju zdravstva, kjer so to občutljivi podatki posameznikov. In me zanima čisto konkretno iz prakse, vse naše bolnišnice, ki vračajo na informacijskega pooblaščenca za pridobivanje mnenj, ali se dela v tej smeri, da se pripravljajo kriteriji za vpeljavo nekih sodobnih tehnologij, ki bi prispevali v učinkovitosti zdravja. Hvala za zelo obsežno in zelo pomembno vprašanje, na katerega bom vas morala razočarati, da bom samo delni odgovor lahko dala. Dva segmenta sta. Eno je, da kot ste najbolj seznanjeni, poteka priprava prenove digitalizacije zdravstva na nacionalni ravni v smislu predpisa. Drug kontekst so pa posamezni upravljalci, s katerimi imamo zelo različne izkušnje, se pravi so bolnišnice, ki se tega zavedajo in ki k temu resno pristopajo. Posod je pa, bi rekla, en tak velik problem, da v resnici
Umetna inteligenca, mislimo vsi, da vemo, kaj je umetna inteligenca. Pa v resnici na večino vprašanj nimamo dokončnega odgovora. Zdaj, recimo, Evropski odbor za varstvo podatkov pripravlja smernice o povezavah med splošno uredbo varstva podatkov in uredbo o umetni inteligenci in se nam zastavlja cel kup enih vprašanj, ker se zadeve po eni strani prepletajo, po drugi strani pa ravno te vloge, ko smo se pogovarjali. Kaj so zdaj ti tako imenovani deployerji pa developerji, a so oni zdaj upravljalci, kje se konča in kje začne osebni podatek, se pravi v primeru zdravstva, to pomeni, katere podatke mi lahko damo v sistem in na kakšnih pravnih podlagah, če smo zdaj na pravnih terminih. Ali moramo vedno znova pridobiti soglasje pacienta, zdravniki bodo hitro rekli, ja, če bomo iskali od vseh soglasje, ne bomo imeli dovolj nabora. Po drugi strani imamo mi, recimo, če gremo na genske podatke, mi imamo po posameznih institucijah kar obsežne banke podatkov. Ne vem, koliko ste seznanjeni, ampak zato, da lahko preberemo genske podatke celotne populacije, rabimo zelo majhen odstotek posameznikov imeti, se pravi, prebran oziroma, kako bi rekla, poskeniran genom. Tako da to so vprašanja, ki se odpirajo in na katere zaenkrat tudi regulatorji še nimamo odgovora. Imamo v sprejemanju uredbo o evropskem zdravstvenem prostoru, ki te standarde, bi lahko rekla, v enem delu precej niža oziroma širi te pravne podlage, kaj lahko s podatki zdravstvenimi počnemo, ampak odgovor na to, kako razen na podlagi privolitve lahko uporabljate neke zdravstvene podatke ali pa zbirke na nacionalni ravni za namene razvoja sistemov umetne inteligence, tega odgovora pa še nimamo. Zagotovo je soglasje ena najbolj varna pot, za vsa druge vidike pa vam žal ne morem odgovoriti. Ampak ja, obstaja zelo veliko, ne bi sploh verjeli, kako veliko zdravnikov pozna boljše varstvo podatkov kot marsikakšen pravnik. Kot opombo, kolikor sem seznanjena, še vedno ni katedre oziroma nekega kompleksnega predmeta varstva podatkov na pravni fakulteti, kar veliko pove. In jaz mislim, da bo to eno področje, to, kar ste omenili, s čimer se bomo ne v naslednjih 10 letih, ampak jaz bi rekla v naslednjem letu, 2-3, zelo kompleksno preuspraševali, ukvarjali, žal po odgovoru, v kakšno smer bomo šli, pa se ne upam predvideti. Je morda še kakšno vprašanje, vezano na izzive? Nima nihče težave s tem področjem? Ne še. Čeprav jaz mislim, Alenka, da zdravniki so tako ozaveščeni s tem področjem, ker jih medicinska stroka oziroma medicinski predpisi k temu silijo. Če preslikam na naš primer medicinske fakultete, kjer izvajajo tudi raziskave na področju genskih vzorcev, samo ena etična komisija v Sloveniji je, ki lahko odobri tovrstne raziskave. Tako da jaz mislim, da je razlog v tem, da zato medicinci oziroma zdravniki zelo, zelo dobro poznajo to področje, ker ga morajo, če sploh želijo pripravljati svoje delo. Če ni vprašanj, bi morda potem kar nadaljevali z drugim delom. Aha, se upravičujem, izvolite. Samo kako uveljavljati svojo pravico do izbrisa, do tega, da zbiraš internet. Hvala, to je pa enostavno. Vsak posameznik lahko kateremkoli upravljalcu, se pravi nekomu, ki obdeluje vaše podatke, da to zahtevo. Najprej mora torej posameznik dati zahtevo upravljalcu. Vkolikor se ta ne odzove ali pa zavrne, je druga stopnja informacijski pooblaščenec. Se pravi, če vam v roku enega meseca ne odgovorijo, se obrnete na nas. Problemi pa seveda kot povsod nastanejo pri teh čezmejnih obdelavah, kjer pač pravzaprav imamo pri uredbi eno tako zelo novo specifiko, se pravi, uredba predvideva, da dejansko velja tudi za upravljalce, ki so izven Evropske unije, lahko si pa pač vsak od nas sam odgovori na vprašanje, kako to izvesti, se pravi, kako bo informacijski pooblaščenec odredil nekemu podjetju, ki nima predstavnika Evropske unije, da to tudi izvede, to je pa izziv, s katerim se pa pri Evropskem odboru za varstvo podatkov zdaj pač obsežno ukvarjamo, ampak neposredno upravljalcu torej zahtevo in potem pritožba oziroma prijava informacijskemu pooblaščencu, če ta zavrne ali pa se ne odzove. Se opravičujem, samo dopolnila bi te rada, ker vsem prihajam iz upravljalca v javnem sektorju. Pravica do izbrisa ni absolutna.
Tako da, če boste vi naslovili zahtevo za izbris vaših osebnih podatkov, ki so v zbirkah Univerze v Ljubljani, bomo šli najprej pogledati roke hrambe in zakonske podlage, dokdaj moramo vaše podatke hraniti. In če jih moramo še vedno hraniti, jih zagotovo ne smemo izbrisati. In v takem primeru vaša pravica ne pride v poštev. Tudi če se boste pritožili informacijskemu pooblaščencu, žal ne boste uspeli. Prosim. Ja, lahko samo en komentar, ni vprašanje, statistični urad Bologna. V bistvu smo dan današnji nekem paradoksu. Veliko smo govorili o tem, da uporabniki novih tehnologij zelo hitro dajemo soglasja za uporabo naših podatkov in veliko teh podatkov o nas. Ko pa pridemo mi v stik z državo, pa bodi si zdravstvenim sistemom, bodi si statističnim uradom, smo pa zelo previdni, koliko in kaj delimo. In ko smo se pogovarjali za upanje v državne inštitucije, je to, da mi moramo zgraditi to, da bomo zgradili ugled, da bodo oni razumeli, kaj je dodana naša vrednost javnega državnega sektorja za njihovo. Ampak to je pa v bistvu včasih zelo težko komunicirati in je v bistvu za nas je velik izziv, da pridemo do tega soglasja, ali da sodelujejo v raziskovanju, oziroma da smo res etični in transparentni, ko pridobivamo podatke iz administrativnih zbirk podatkov, da z njimi res ustrezno ravnamo in da ohranimo neko etiko pri obdelavi podatkov, res samo za določen, za kakšen namen, v kakšnem obsegu in kdaj. Ampak res je ta paradoks, na veliko delimo podatke z vsemi, ko pa pridemo v stik z državo, v zdravstvenem primeru, tudi če so zdravniki zelo ozaveščeni, kaj smejo delati. Ampak če bomo imeli ali soglašam, ne boste dobili veliko soglasij, da se soglašajo s to obdelavo. Tako da to pa, če pokušamo upravljati državo, pa pripravljati ustrezne politike, zato da bo dobro državljanom, pa gospodarskim subjektom, pa podatke potrebujemo. En komentar. Ja, se to je zanimiv komentar. Ja, zelo kratko. Vodoma sem samo omenjal to, pa mislim, da se večinoma strinjali na tem, razkrivanje osebnih podatkov vedno tehtamo, kakšno dodano vrednost v drugi strani dobimo. Jaz ne verjamem, da se kar razdajajo osebni podatki. Mislim, dobro, neuka javnost, ja, ampak v resnici smo vrvani takrat oddati svoje osebne podatke, ko v zameno dobimo storitev, ki nam daje neko visoko dodano vrednost. In tukaj zopet, ja, seveda, če grem jaz proti javni upravi, sem mu sprašal, kaj bi me zdaj razkril in kaj bom v zameno nazaj se to dobil. Morda dodam samo še to, da pravica do izbrisa lahko trči tudi v javni interes, v določenih primerih tudi javni interes lahko prelaga, da ne pride do tega izbrisa. Še zadnje vprašanje me zelo, na osebni ravni zelo interesira. Izpostavili ste vsi, da imamo sistemske težave na tem področju. Konkretiziramo, ZVOP 2 ni optimalna regulacija. V zadnjem izvajanju bi vas prosil, če se lahko osredotočite samo na eno področje, kjer pričakujete v prihodnje konkretno izboljšavo, tudi na normativni ravni in zakaj. Samo vsak na eno področje, ker smo omejeni s časom, tako da potem še za vprašanje omogočimo. Izvolite. Bom jaz začela kar pri splošnem. Jaz upam, da bo prišlo v doglednem času do dopolnitev ZVOP 2. Kot regulator, kot tisti, ki se sooča oziroma dobi zbir vseh tistih želja, ki jih ovira, ZVOP 2, upam, da bo do tega prišlo. Bi pa mogoče izpostavila ravno področje pravic posameznikov, je pa nekaj, kjer se bomo pa mi absolutno še naprej trudili. Mi smo že kar nekaj izobraževanj tudi za upravljalce, ker se mi zdi, da po drugi strani na implementacijski ravni so pa prav pravice tiste, ki jih v resnici tako upravljalci kot posamezniki še preslabo poznamo. To bo pa zagotovo naš fokus, ker se mi zdi, da, kot je bilo danes slišati, če potrošnik ne bo zahteval sprememb, če državljan ne bo zahteval sprememb, se te tudi ne bodo zgodile, ker se bomo kot žabe skuhali v loncu in se bomo zgodili z ukinjenim 38. členom Ustave, če sem malo brutalno skrajna. Ja, tudi jaz pričakujem, da končno pridemo do teh novel, kar je pa tisto, kar se nas tiče mene.
pri temu pa je, zdaj niti ne vem, kako bi to najbolj plastično formuliral, ampak je prenos teh odgovornosti, ne, tako sem prej govoril, ne, pri tem kompleksnosti današnjih storitev, informacijskih storitev seveda, ne, ki jih ponujamo, ker je opredeljenih veliko enih akterjev, se vedno znova sprašujemo, ne, zakaj ni nosilec glavne storitve tisti, ki prenaša tole breme in tudi odgovarja potem naprej za varno obdelavo podatkov. Dobi pa se v resnici cela veriga, ker potem to blazno premeni celotni ekosistem. Jaz bi se pa navezala na to, kar je Aljoša že prej omenil, izobraževanje, upam, da nisem te ideje spodnesla. Jaz bi se res tudi zelo želela, da bi se to izobraževanje že od mladih nog otrok začel odvijati, ne. Mislim, da bi vse, če ne drugače, že vse šole srednje, če ne prej, mogle že kar nekaj o tem slišati. Ne nazadnje pa fakultete, kot so za informatiko, za kadre, za upravo, za ekonomijo, v bistvu vsi pravo, vsekakor bi mogli imeti pač en izpit saj iz te tematike. Mi vemo, mislim, se moramo zavedati, da uporaba pač tehnologij in samih podatkov bo šla samo naprej. Ne? In ta multidisciplinarnost, ki jo moramo zdaj vsi obvladati, če dalje bolj, ne, bi se mogla na ta način izražati. No. Seveda pa, da se izobraževanje nadaljuje tudi potem, ko opravljamo nek poklic, neko vlogo. Tudi jaz si zelo želim, da bi prišlo do sprememb ZVOP-a 2, še posebej v delu pravnih podlag za obdelavo v javnem sektorju, ker imamo precej težav. ZVOP nam je prinesel to, da kadar se obdelujejo podatki na podlagi privolitve, mora ta izhajati iz zakona. Naša področna zakonodaja, zakon o visokem šolstvu, ki je pomanjkljiv v tem delu, ker življenje gre naprej, začelo se je en kup novih aktivnosti, dejavnosti, ki so prinesle nove procese obdelav osebnih podatkov in imamo zelo velik manko v pravni podlagi. Mi smo zelo veliko osebnih podatkov, jih še zdaj, priznam, obdelujemo na podlagi osebne privolitve študentov, vemo, da to ni ustrezno, zaradi tega, ker nimamo ustrezne zakonske norme. Tako da, ja, upam, da bo tako prišlo do sprememb ZVOP-a 2 kot tudi ZVIS-a, ki pa je trenutno v fazi sprememb. Čisto kratko, tole se mi je zdelo zelo zanimivo, se pa to glede izobraževanja. Ja. Zdaj, jaz sem omenjal kurikulum in tako naprej, ne, ampak v bistvu je problem še bolj kompleksen. Starši, recimo, otrok, mi znamo otrok razložiti, ne smeš iti čez cesto, pogledno šlevo desno, ne se pogovarjati s tujcem in tako naprej. To mu znamo razložiti, kaj je varno, pa kaj ni varno. Ne vem, koliko od vas ima najstnike, ampak najstniki imajo danes telefon v žepu. Moj rastni otrok uporablja aplikacije, za katere sploh še slišal nisem. Sploh ne vem, kaj te aplikacije delajo. Pojma nimam. Kako naj vem? Kako naj vse to vem? Jaz imam s svojimi lastnimi aplikacijami težave. Vsi hočejo nekaj od mene prek Teamsov, pa prek WhatsAppa, pa na LinkedIn mi nekaj pošiljajo. Jaz tega ne znam poloviti. Kako mi je še polovil od otroka? In tu je ta velik izziv. Kako naj jaz kot starš znam otroku razložiti, kaj lahko dela prek telefona, pa kaj ne. In to se začne že dosti zgodaj in dosti prej. Samo izobraževanje v šoli tega ne bo rešilo. Jaz mislim, da jih moramo kot starši naučiti tega, da znajo uporabljati svojo lastno pamet, da se zavedajo tega, kaj počnejo s svojimi podatki in kaj te aplikacije za njih pomenijo. Ne samo koristi, ampak tudi, kje so pasti. Med nami je mogoče kdo, ki sodeluje v pripravi oziroma spremembi zadevne regulative, pa bi se vključil v razpravo. Ne? Kaj pa samo občinstvo? A ima kdo izmed vas predlog o konkretnih spremembah na sistemski ali kakšni drugi ravni, kot so omenili že udeleženci okrogle mize? Ima kdo morda kakšno vprašanje na to temo? Prvič, drugič?
Potem pa sam zaključek, zopet zelo kratko, naj bo tudi sklepni del naše okrogle mize. En nasvet, kako lahko organ učinkovito deluje v tako fragmentiranem in zapletenem regulatornem sistemu. Zelo kratko, en nasvet. Težko. Nasvet? Jaz bi rekla, da prvo vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, ali vem, kdaj obdelujem osebne podatke. Namreč naša izkušnja je, da pogosto se posamezni upravljalci, obdelovalci sploh ne zavedajo, da obdelujejo osebne podatke. Rečejo, zbrisali smo ime pa priimek, saj to pa več niso osebni podatki. EMŠO pa druge značilnosti posameznika. Tudi da izgleda, to je prvi kratek nasvet in drugo potem takoj k DPO-ju ali pa vprašanje informacijskemu pooblaščencu za naslednje korake, ali pa pogledajte našo spletno stran, mi imamo na spletni strani vsa mnenja objavljena, tako na predpise kot ostale, ki dam številne nasvete. Tako da to bi rekla, prvi korak, da se posameznik sploh seznani, ali je to nekaj, kar mora skrbeti v tem konkretni nalogi oziroma pač zelo široka paleta aktivnosti, ki jih počnemo, in potem naslednji koraki pa, kot smo jih nekaj že predstavili, da ne bom predolga. Ja, to je zanimivo vprašanje. Verjamem, da obstaja enostavno odgovor za to. Meni se neka taka analogija tlele pojavlja v glavi, ker tle ne gre samo za obdelovalce podatkov, tako sem ugotovil, mislim, da se vsi tle strinjamo, ne gre za to, da nekdo ne želi se s tem ukvarjati, pa gre zopet na neko nerazumevanje, kaj, kot si rekla, ime pa priimek, kaj je zdaj to dovolj, da sem izbrisal. Tudi včasih niti ne vemo, zdaj jaz govorim z vidika ponudnikov storitev, od kaj mi spadamo, smo, načeloma se lahko zavedamo, da smo obdelovalci ali pa ne. Je pa zanimivo to, zdaj prihaja tale nov zakon o informacijski varnosti in tukaj so se že kategorizirali, kdo kam pade na katero vrečo. In kar še spet takoj na trgu je pri informacijskih ponudnikih je nastala neka kakofonija, zdaj sem jaz noter, a spadam pod te temeljne storitve ali ne. Ampak, kar se mi je zelo zanimivo, smo dobili ravno kar poziv od strani Ministrstva za digitalno preobrazbo, da kot vzdrževalec nekih programske opreme spadamo pod kritične sisteme in ker bo neka obrambna vaja izvedena, moramo noter sodelovati. Se pravi, so nas že noter popredalčkali in so nas tudi prisilili v to, da se začnemo s tem ukvarjati in izvajamo ustrezne ukrepe. Jaz verjamem, da recimo v splošni javnosti je težko vsak se točno zna predstavljati, v katero kategorijo noter spada in kaj mora s tem podatki delati, pa na kakšen način mora biti. Jaz bi se pa malo navezala na prejšnjo okroglo mizo. Meni se zdi pa to ena tematika, jaz upam, da sem zdaj pač bias, ampak se mi zdi to ena tematika, ki je zelo lahko zanimiva tudi za kakšne mlade ljudi, ki imajo radi nove tehnologije, da se v bistvu postavijo takšne ekipce, pač več sodelavcev, pa je zraven obstoječi DPO, pa je zraven nekdo iz IT-ja, pa je nekdo zraven, ki procese dela. In v bistvu razvojno razmišljajo, kako bi en projekt recimo izvedel na tak način. In se mi zdi, to sem se prej dosti spraševala, ko sem poslušala, kako motivirati ljudi. Se mi zdi, da ni samo pač plača pa okolje, ja, to je pač tisto, kar rečemo higienik, ampak mi vsi si v službi želimo nekih izzivov, pa nekih dosežkov, nekih ciljev, ki jih dosežemo, ker to za nas, za osebno rast dobro. In mladi, ki bi še hitreje radi prišli do neke pohvale, moramo se zavedati, da nismo zdaj tudi svoje otroke naučili to, da jih kar naprej nekaj hvalimo, je v bistvu to tudi ena tematika, ki bi mogoče tudi v javni upravi bila mogoče en motivator, kako neki mlade ljudi pa jim da prav nalogo, naučite nas hitro razmišljati, naučite nas v tem smislu, se lahko vse te tematike malo povežejo, se pravi prvič multidisciplinarnost, ker če hočemo poznati to vso regulativo, rabimo široko znanje, ampak to v eni osebi ali pa v dveh ni ponavadi mogoče doseči. Rabimo pač te time in mogoče tudi na ta način sodelovanja podelimo izkušnje
nekih ljudi, ki so že bolj časa v organizaciji, z nekim mladim, mogoče bolj še idealističnim pogledom, da pridemo hitreje do kakšnih rešitev. Hvala lepa. Skratka, če zaokrožimo celotno okroglo mizo, nekako utemeljili smo, zakaj je to področje res pomembno. Opredelili smo tudi izzive in dileme, s katerimi se srečujemo. V sklepnem delu pa ugotovili, da od države pričakujemo izboljšavo regulatornega okvirja, večji poudarek na tej temi v izobraževalnem sistemu in od staršev, da najprej sebe podučijo in potem tudi svoje otroke o pasteh in nevarnostih razkrivanja osebnih podatkov. Hvala lepa za navzočnost tudi na zadnji okrogli mizi in besedo predajam še za ključno zapiranje naše konference. Za to vodenje. Res, da ste čisto na začetku okrogle mize povabili, da ne ostanejo do konca, ker ti sledijo še zanimive sklepne besede, ampak to me bo še poslušal, če je že zaključek, tako da vas ne bomo predolgo zadrževali. Ko pa ste govorili nasplošno o teh dveh dneh, tudi o spremembah, izzivih in mehkih veščinah, javna uprava ste dejansko ljudje. In spremembo je potrebno najprej narediti pri sebi. Ampak lahko je to tako slišati, zdi se enostavno, ko pa smo kdaj postavljeni pred en izziv, pa sami veste, da je to velikokrat kar težko. Kajti o tem ostajajo tudi samo konference, o tem, kako narediti spremembo, kako jo uvedi noter, že samo manjši kolektiv, kaj šele v tako široko področje. Ampak to pa je, tako kot ste omenili, potem osebna rast, pa tudi učenje za življenje. Upam, da smo vam dali vse tiste drobce ali pa mogoče poglobljeno znanje tudi s pomočjo vseh naših strokovnjakov in pa gostov, ki so delili svoja mnenja in pa tudi stališča. Še zdaleč nisem kompetentna za sklepna dejanja, je pa zato tudi vodja tega programskega odbora, predsednica doktorica Tatjana Kozjek, ki pa bo naredila sedaj sklepne besede te dvodnevne konference. Prosim. Hvala lepa za predajo besede. Jaz imam sicer govor napisan, ampak sem se odločila, da ne bom prebrala samega govora. Res iskrena hvala vsem za to aktivno udeležbo na teh dnevih slovenske uprave. To je v bistvu prispevalo k temu, da so bili uspešni. Jaz iskreno upam, da vam bodo te razprave na samih delovnih mestih pomagale pri reševanju vaših izzivov. Hkrati vas vabim, da izpolnite tudi anketni vprašalnik, ki je v tem gradivu, ki ste ga dobili, ali pa greste na vaše pametne telefone in poskenirate tole QR kodo in nam date svoje mnenje, pohvale, komentarje, predloge, karkoli, kar bi nam kakorkoli lahko pomagalo pri organizaciji naslednjih dnevov slovenske uprave. Rada bi se navezala tudi na razpravo na prejšnji okrogli mizi, ko smo govorili o povezovanju fakultet in pa organizacij. Na fakulteti za upravo imamo prakso v učnem načrtu. Res vas vabim, da se povežete z nami lahko na moj elektronski naslov tatjana.kozek@fu.uni-leja.si. Pošljete predloge diplomskih del, predloge tem za prakse, se povežemo, vam pošljemo študente na prakso. Zdaj imamo idejo oziroma v prenovi bo program uprava na visokošolskem študijskem programu, kjer je ideja, da bi samo prakso podaljšali. Torej, zdaj imajo študentje 200 ur prakse, kar je za organizacije verjetno malo, pa za naše študente tudi, pa da bi to zadevo podaljšali. Tako da vas res vabim, da se javite in pa da pri tem tudi sprejmete študente na prakso, ker veste, ko mi prenavljamo te programe, učne programe,
To traja kar precej. Se pravi, če mi to letošnje leto zavrtimo, bo šele čez eno leto se začelo dogajati, ne? In potem, če mi želimo te zadeve podaljšati, praksa bo šele čez 3 leta študent prišel. Tako da res bi vas prosila, da se res te zadeve, da se tudi vi z nami povežete in pa na nek način vzpostavimo to sodelovanje tudi na tem nivoju. Zdaj bi pa vas rada tudi povabila na naslednje dneve slovenske uprave. Letošnje leto, ste videli, da so bili dnevi slovenske uprave zelo zgodaj, ne v zadnji četrtek in petek v mesecu septembru, ampak prvi. Naslednji dnevi slovenske uprave so pa 25. in 26.9. Zakaj so bili deli tako zgodaj? Zato, ker so bili, mi smo sicer lansko leto že 14 dni po koncu same izvedbe dneva slovenske uprave začeli načrtovati in so bili hoteli polni. Tako da smo zaradi tega mogli prestaviti na tako zgodno. Tako da lansko leto oziroma takoj smo potem že novembra rezervirali za leto 2025, tudi v teh zadevah. Tako da vas vabim, da se pridružite tudi na naslednjih dnevih slovenske uprave v Portorožu, tukaj v hotelu Slovenija. Hkrati vas pa vabim tudi, da na spletni elektronski naslov dsu@fu.uni-lj.si pošljete predloge oziroma teme, ki bi vas zanimale za okrogle mize. Da bomo mi potem ideje tudi, kaj vas zanima, katere izzive imate, da potem poiščemo strokovnjake na različnih nivojih upravljanja, da bodo v bistvu potem razprave vam zanimive in pa da boste imeli potem tudi za samo delovno mesto oziroma za delo, ki ga boste upravljali, potem tudi možnost izboljšav oziroma rešitev za vaše izzive. Hvala lepa vsem. In pa če se mogoče navežem še na včerajšnjo Tadeja Toša, na govor Tadeja Toša, želim vam prijetno pot domov, torej ne glede na to, ali boste pristali v težavah na ljubljanski obvoznici ali mogoče kjerkoli drugje, in pa se veselim našega prihodnega srečanja, če mogoče ne prej, pa potem na naslednjih dnevih slovenske uprave. Hvala lepa vsem.